Tether bo omogočil Bitcoin rudarjenje za vse. V ostalih novicah pa tudi. Societe Generale lansira stabilni kovanec, Švica bo dovolila izmenjavo davčnih informacij in vzpon kriptostav na Trumpa ali Muska. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Podjetje Tether, izdajatelj stabilnega kovanca USDT, namerava do konca leta 2025 ponuditi odprtokodno programsko opremo za rudarjenje Bitcoina. To pomeni, da bo programska koda brezplačno na voljo vsem, ki želijo rudariti Bitcoin, kar bo zmanjšalo odvisnost od dragih zunanjih ponudnikov. Izvršni direktor Paolo Ardoino je poudaril, da bo ta poteza omogočila novim rudarjem vstop na trg in prispevala k večji decentralizaciji Bitcoin mreže. Novi operacijski sistem bo podpiral obstoječo opremo za rudarjenje in bo prilagodljiv, kar kaže na Tetherjeva širša prizadevanja za podporo Bitcoin ekosistemu. To bo vsekakor poskrbelo za konkurenčnost rudarjenja. Societe Generale Forge, kriptooddelek francoske finančne skupine, je lansiral nov stabilni kovanec vezan na ameriški dolar, imenovan USD Coinvertible. Ta kovanec bo deloval na blockchainih Ethereum in Solana, sredstva, ki ga podpirajo, pa bo upravljala ameriška finančna družba Bank of New York Mellon. USDCV je namenjen za hitre in enostavne transakcije med običajnimi valutami in digitalnimi dolarji ali evri, kar bo omogočalo poravnavo v realnem času. Uporaben bo za kriptotrgovanje, mednarodna plačila in upravljanje sredstev. Kljub temu, da bo trgovanje z USDCV na voljo od julija, ne bo dostopen osebam v ZDA, kar odraža naraščajoče sprejemanje stabilnih kovancev po svetu ob izboljšani regulaciji. Končno tudi evropske banke vse bolj vstopajo v kripto. Če so ti novice do zdaj všeč, pritisni všeče, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudiš prihodnjih videov. Švicarska vlada je sprejela predlog zakona za avtomatsko izmenjavo davčnih informacij v zvezi s kriptovalutami 74 partnerskimi državami, vključno z Združenim kraljestvom in vsemi članicami EU. Ta poteza je usmerjena v izboljšanje mednarodne davčne preglednosti in krepitev ugleda švicarskega finančnega sektorja. Če bo zakon potrjen, bo izmenjava podatkov o kriptosredstvih začela veljati 1. januarja 2026, prve informacije pa se pričakujejo leta 2027. Izmenjava bo potekala le z državami, ki izpolnjujejo stroge mednarodne standarde. Bo to kaj vplivalo na Švico kot kriptu prijazno državo? Kaj menite? Spor med Donaldom Trumpom in Elonom Muskom se je razširil na kripto napovedovalne trge, kjer ljudje stavijo pravi denar na različne izide njunega prepira. Na platformah, kot je Polymarket, so uporabniki vložili na stotine tisoč dolarjev v napovedovanje, ali bo Trump odpoklican v letu 2025 ali pa se bosta Musk in Trump pobotala. Te stave kažejo, kako blizu kripto skupnost spremlja ta spor, saj nanje gledajo tako kot na zabavo, kot tudi na indikator političnega tveganja. Tudi najmanjši javni komentarji ali dejanja ene strani takoj vplivajo na te napovedovalne trge, kar omogoča vpogled v javno mnenje v realnem času. Je bil ta spor za vas presenečenje ali pričakovan? Komentirajte spodaj. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem videu.